Nekega dne je neki človek izvedel, da prihaja k njemu sam Bog na obisk. K meni ga je zaskrbelo, v mojo hišo. Stekel je po vseh sobah, po stopnicah gor in dol, splezal je na streho in zdirjal v klet. Svojo hišo je videl z drugačnimi očmi, zdaj, ko je prihajal Bog. Nemogoče, ubogi jaz, je tarnal. Ne morem sprejeti obiska v takem stanju. Vse je umazano. Vse je polno nesnage. Tu ni primernega prostora za počitek, ni niti zraka za dihati. Odprl je okna in vrata. Bratje, prijatelji, je klical. Naj mi kdo hitro pomaga pospraviti vse. In začel je na vso moč čistiti svojo hišo. Skozi oblak prahu je videl nekoga, ki mu je prihajal na pomoč. V dvoje gre lažje. Vrgla sta ven nepotrebno šaro, jo zbrala na kup in zažgala. Vrgla sta se na kolena in dobro očistila vsa tla in stopnišče. Porabila sta veliko veder vode, da sta očistila vsa okna. Očistila sta tudi vso umazanijo iz najbolj skritih kotičkov. Nikoli ne bova končala, je nergal mož. Končala bova, je mirno rekel drugi. Nadaljevala sta z delom drug ob drugem še ves dan. In končno, hiša je izgledala kot nova, dišala je po čistoči. Ko se je stemnilo, sta šla v kuhinjo in pripravila mizo. Zdaj, je rekel mož, lahko pride moj obiskovalec. Zdaj lahko pride Bog. Le kje se mudi? Sem že tukaj, je rekel drugi in se usedel za mizo. Usedi se in jej z menoj. In glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. V zavedanju, da je Gospod vse skozi prisoten, začenjam temo današnjega večera, imaš duhovno izkustvo. Med okroglo mizo bodo med vami krožila vprašanja, na katere lahko zapišete vprašanja za naše goste. Sedaj pa besedo predajam moderatorki, sestri magister Polonci Majcenovič. Dela? Ja. Dober večer vsem, tudi z moje strani. Danes bomo govorili o duhovnem izkustvu. In sicer vsi vemo, da danes zunanja pripadnost katerikoli instituciji, cerkvi več ne zadošča, da ne zadostuje, da si želimo nekaj globljega. Velja pa tudi, da bi naj moderni ljudje živeli na površini. Zdaj, kako je to povezano s poglabljanjem vere, kako je to povezano z duhovnim izkustvom, se bomo danes pogovarjali z našimi gosti in sicer vas kar vabim, da se nam pridružite. Prva bo sestra Judita Mihelčič. Sestra Judita je sestra Uršulinka, duhovna spremljevalka, voditeljica duhovnih vaj, delavnic za osebnostno rast in programov za zakonce. Potem bo z nami docent dr. Borut Škodlar. Je psihiater in vodja enote za psihoterapijo psihoz na psihiatrični kliniki v Ljubljani. Dobrodošli. Naslednji gost je gospod Rafko Klemenčič, župnik v župniji Kamnje. Kamnje so pa v Vipavski dolini. In vabim še zadnjega, da se nam pridruži, to je dr. pater Ivan Platovnjak, je jezuit, član družbe Jezusove, doktor duhovne teologije, poučuje pa na Teološki fakulteti v Ljubljani, kjer tudi vodi enoletni študijski program duhovnega izpopolnjevanja.
Najprej bi zastavila vprašanje, eno kratko vprašanje vsakemu od naših gostov. Ali imate duhovno izkustvo? Upam, da nisem koga spravila v zadrego, bi malo olajšala. Katera je prva misel, asociacija, ki vam pride tako pred oči, v vaše srce, ko pomislite na na duhovno izkustvo? Pa bi kar prosila vas, sestra Judita. Prva asociacija je preseganje. Moja prva pa odpiranje novega horizonta, novih pogledov, pa mogoče še biti od tistega občutka, da vem, pa da znam, pa da sem gotov. Hvala. Ja, asociacija bi bila prav, recimo, doživetje pa spomin, če malo svoje življenje nazaj gledam, zdaj v luči izkušnja iz preteklosti tudi. Moja prva asociacija pa življenje samo. Ja, to življenje, ki je življenje tudi tisti polnosti, tudi z Bogom, z njegovim duhom. Hvala vsem. Zdaj bi pa prebrala delček enega odgovora na vprašanje novinarke. Ne bom povedala, kdo je odgovarjal. Nekaj časa je ta listič že na moji pisalni mizi in sem rekla, nič, to bo pa kar prav za Nikodemove večere, za izhodišče za prvo vprašanje. In sicer je novinarka vprašala takole, kaj pomeni Bog v današnjem svetu, izpraznjenem magije sanj baru? In odgovor, nekaj, kar potrebujemo, brez česar ne moremo, če hočemo živeti kot ljudje, pa tudi če poskušamo razumeti, kaj sploh smo in kaj počnemo na tem planetu, ki blodi skozi vesolje. Ker ne vemo, kaj je za zvezdami in kaj je bilo pred časom, ki ga poznamo. O času in prostoru vemo malo. V smisel svojega minljivega bivanja tipamo, tavamo. Lahko imamo vse znanje tega sveta, ampak na koncu se bomo vprašali, kar se vprašaš, ko si star 15 let. Pogledaš zvezde v nočno nebo in se vprašaš, kaj je tam onkraj. In ti povedo, druga osončja, lepo. In kaj je za njimi? Pater Ivan, vam bi na podlagi tega, kar sem zdaj pravkar prebrala, zastavila prvo vprašanje. Se vam zdi, da tukaj gre za duhovno izkustvo? O čem piše ta avtor Zvezde? Gotovo, če pogledamo v zgodovino tudi duhovnosti kot take, so mnogi tudi svetniki prav ob pogledu na zvezdasto nebo globoko začutili to vsepresežnost stvarstva in tudi veličino Boga. Duhovni ustanovitelj družbe Jezusove je prav ob pogledu na nebesne zvezde vedno znova slavil Boga in ga častil. Ob tem je videl neizmerno veličino Boga, njegovo ljubezen, njegovo navzočnost in tudi hkrati svojo majhnost in veličino v tem Bogu. Immanuel Kant, ki je pa hotel nekje z razumom priti do Boga, dokazati Boga, je na koncu priznal, da je nemogoče z razumom priti, ampak med drugim je rekel, ko pogledam zvezdasto nebo, ne morem reči, ni Boga. Pa bi kar nadaljevala, če nam prosim malo razložite, kakšna je razlika med splošnim duhovnim izkustvom pa krščanskim? No, splošno duhovno izkustvo, bi lahko rekel, je prav to, da v meni zazveni tista odprtost do absolutnega, odprtost za presežno transcendenco, za tisto onkraj, da zmorem ne se zgolj ustaviti na tistem, kar vidim, ampak da zmorem iti globje in videti tisto globje pomen vsega, kar
je, kar obstaja. In me lahko tukaj pač vodi v neko tisto zaupanje, čisto nekje splošno, ene varnosti, ene gotovosti, ene smiselnosti življenja, ene tiste povezanosti z vsem stvarstvom, človeštvom in tako naprej, ne. Dočim pa, če je krščansko duhovno izkustvo, me prav ta stvarnost ali karkoli pač vidim, doživim, me vodi v globlji odnos z troedinim Bogom, Očetom, Sinom in Svetim Duhom, mi pomaga odkrivati njegovo dejansko, resnično navzočnost v tem svetu, v meni in vsem, in kako me preko vsega obdarja, kako mi preko vsega služi, mi želi pokazati svojo pozornost, ljubezen in mi spodbuja, da bi tudi jaz postajal takšen dar, kot je on za vse nas. Hvala. Sestra Judita, vi se kot voditeljica duhovnih vaj gotovo srečujete z veliko duhovnimi izkušnjami, vam ljudje pripovedujejo. Pa me zanima, na kak način opisujejo. Gre tu za opisovanje z mislimi, kako to doživljajo čustva, mogoče uporabljajo simbole, lahko imate tudi kak konkreten primer, ne vem. Mogoče je tisto najdragocenejše, kar doživljam kot duhovna spremljevalka in voditeljica duhovnih vaj, je prav to, da lahko deležim nekaj od tega izkustva, kar ljudje doživljajo. Predvsem o Božji besedi ali pa sploh v življenju, ko iščejo smisel, ko iščejo poklicanost, poslanstvo, odpuščanje. In je malo razlike. Ženske bolj slikovito opisujejo, tako s kakšnimi podobami, tudi narišejo kaj, tudi simboli dostikrat. Dočim moški večkrat bolj tako z besedami, tudi simboli, prav recimo s kakšnimi podobami iz narave. Pri ženskah je velikokrat to nekako zajame res celo telo, čustva, telesne reakcije, solze večkrat, navdušenje, močnejše bitje srca. Moški težje o tem govorijo, ampak včasih to vidim, da se isto dogaja. In takrat se mi zdi, gre za duhovno izkustvo, čeprav še ni nujno, da je vse krščansko duhovno izkustvo. Se na duhovnih vajah večkrat pojavijo tudi čisto taka splošna duhovna izkustva, gre to samo za krščansko? Tudi na duhovne vaje pridejo ljudje, ki mogoče so še kar precej oddaljeni od recimo vere v Kristusa ali pa iskalci. Tako da mogoče jaz tako doživljam, da stik z naravo in odpiranje besedi je prvo tako področje izkustva duhovnega. Pa ne samo Božji besedi, tudi človeški besedi ali pa pesmi. Stik z naravo, že eno jutranji sončni vzhod, se spomnim, to je bilo eno močno doživetje še študenti. Študentje z mano vred zjutraj težko vstajajo in smo se odločili, da bomo eno nedeljsko jutro vstali takrat, ko je sončni vzhod. In smo šli ven, še vsi krmežljavi in nemočni in malo jezni, da je bilo treba zgodaj vstati, ampak ko smo šli tam v našem samostanu skozi gozdiček do ograje in je sonce prav ta prvo rdečo barvo, z rdečo barvo osvetlilo obzorje in naenkrat cela krogla, res vsi smo bili fascinirani nad tem, gotovo nad lepoto, ampak tudi nad eno presežnostjo in cel dan je bil drugačen. Se mi zdi, da je to eno tako naravno duhovno izkustvo v stiku z naravo in je nepozabno. Je bilo nepozabno. Še zdaj, ko se z nekaterimi od njih srečamo, tega je 28 let od tega, se spomniš sončnega vzhoda? Pa je bila ena izkušnja, v katero je bilo treba majčkeno poriniti, recimo nekatere. Pa mislim, da je marsikdo šel potem večkrat gledati sončni vzhod.
Hvala. Zdaj na duhovne vaje običajno prihajajo ljudje, ki bolj iščejo, se želijo poglobiti duhovno. Mene pa zanima, kako je pa s tem na župniji. Naš papež Benedikt nenehno tako spodbuja, opozarja, da ljudje zelo iščejo Boga, da so ga zelo žejni. Kako se vi v svoji župniji srečujete s tem? Težko bi vprašala, ne, kako je to nasplošno v župnijski pastorali. Ne bi želela posploševati, ampak ali ljudi zanima še kaj več, ko pridejo recimo se dogovarjati za krst? So kakšne takšne vprašanja, ki... Ja, gotovo. Običajno pridejo za krst, tako dosti krat se zgodi, prozadnje, če je bil primer, zdaj so razni taki primeri, so poročeni, nismo poročeni in potem pridejo včasih tako oboroženi z vsemi topovi, z vsemi argumenti, že vnaprej pripravljeno, kaj bom župniku nazaj odgovoril z argumenti, ne. Potem je pa fajn, da če jih pa najdeš v njihovi izkušnji, s tem, kar oni pridejo, da najdeš njihov zdaj strah, njihovo, ne, da malo razelektriš tisto predstavo, da zdaj, recimo, so prišli za to, da bom jaz zdaj izkoristil, zdaj ste pa prišli, zdaj vas pa bom, ne. In ugotoviš, da dejansko tudi pri ljudeh, za katere ne bi mislil, je eno veliko iskanje. Tudi sicer danes tarnamo, ne, da ljudi ni, da grejo stran, da se ne zanimajo, a po drugi strani so pa prav danes ljudje zelo lačni, pa jim ne damo jesti, ne. Tako da mislim, da je veliko iskanja, vendar prav te izkušnje njihove ne znajo, ne zmorejo pravilno povezati, ne. Se mi zdi, da manjka tukaj enega res prav vodstva, duhovnega vodstva, tudi v župniji. Mislim, da je tega vedno več, ljudje pridejo, običajno so to problemi, stiske in takrat moraš človeka slišati, poslušati, se zanj vzeti čas, kar je danes problem, ker smo tudi mi, duhovniki, upreženi v sistem in lahko bi bil cel dan v pisarni, ne zmanjka dela. In jaz sem dolgo časa mislil, da bo prišel nekoč čas, ko bom vse podelil, pa bom lahko se posvetil ljudem, pa vidiš, da tega nikoli ne bo in da moraš kar zdaj, tako kot se je Marija, za razliko od Marte, kar usedla k Jezusovim nogam, ker takrat te rabijo, tako kot otrok mama pa očeta rabi takrat, ne jutri, ko bom imel čas. Tako da prav preko tega je največ tega stika, se pravi preko stisk, problemov, iskanj. Ja, zdaj pa tako, ne, ko se srečamo z duhovnim izkustvom, oziroma ko nekaj doživimo, zdaj ali je to na duhovnih vajah, ali v župniji, kjerkoli pravzaprav, takrat se marsikdo tudi vpraša, ali je to res, ali je to pristno, kaj se pravzaprav dogaja, ne, kaj sem jaz doživela, me Bog nagovarja, ali se kaj drugega v meni prebuja. Takrat je na mestu to vprašanje, ne, a je moje duhovno izkustvo pristno. Pater Ivan, bi nam lahko kaj povedali o tem? Kaj so ti kriteriji? No, gotovo, ko slišimo duhovno izkustvo, ima vsak nekako različne asociacije. Nekateri teologi, ne, tudi duhovni pisci, pravijo, vsako človeško izkustvo nosi v sebi angelske glasove. Se pravi, čisto običajno človeško izkustvo, kaj bi rekli, hranjenja, pitja, spanja, našega pogovora in vse to, različna srečanja, ne, ki je čisto običajno, vsakdnevno, nosi v sebi tisto oglobje, ne, nosi odsev, odtis tudi Boga. Vprašanje je samo, ali se tega zavem, ali grem v to, kar sem doživel globje, vključim to življenje, se sploh spomnim, ne? Ali se sploh spomni kdo izmed nas, kaj je doživljal, kaj je izkušal, ko je danes vstal, ko je šel danes v kopalnico, odprl pipo in je voda pritekla, pa se je lahko umil. Taka čisto splošna življenjska izkustva, ki pa kar grejo mimo nas, ker so tako samo po sebi umevno, ne? A vendar vse to govori.
govori nam o življenju, tisti polnosti življenja, o darovalcu, o stvarniku. Samo, če se ustavim, če se zavem. In gotovo tukaj včasih je pristno, nepristno in si na duhovna izkustva predstavljam, kaj bi se moralo zgoditi, kakšne ekstaze, kaj nekaj posebnega, eno posebno doživetje, ki moram popolno prevzeti, ki ne bom smel nikoli na to pozabiti, ker to bo tako vtisnilo mene, da to ne more me več iti iz mojega spomina. Pa je lahko prav takšno izkustvo, pravzaprav bolezensko, lahko je v resnici izkustvo ne krščanskega Boga, ampak skušnjavca, ki mi ne pušča svobodo, ki me v resnici hoče zagrabiti v nekaj, ne? In me nekaj prisiliti in mi vzeti svobodo. Kajti najglobja duhovna, Božja izkustva, pristna izkustva Boga me pušča še vedno svobodnega. Jaz lahko zapustim Boga, pa lahko imam najglobja izkustva. Kajti Bog, včasih rečem, izkustvo Boga ni izkustvo greha. Izkustvo greha je, kjer se jaz ujamem noter, izkusim in iz tega več ne morem iti. Ne morem se več rešiti tega. Edino Bog me lahko osvobodi in mi da svobodo. Ne? In tukaj tiste znamenje nekje, ali mi pušča širino, me pušča odprtega, mi daje možnost enega življenja, odprtosti do bratov, sester, da še bolj ljubim, bolj služim, da še bolj dopustim, da Božja ljubezen meni res prebiva. Ne? Koliko se odprem za skupno, za druge, koliko mi to pomaga res, da slavim Boga in ga odkrijem vse povsod. In ne samo zdaj čakam, da se bo nekaj izrednega naredilo, nekaj izrednega izkusil bom, ne? In tako pravzaprav preprečimo, ne? Tako smo slišali to zgodbo, ne? Tipična zgodba, ne? Nas kristjanov, ne, včasih. Ja, Bog me išče, Boga bom izkusil, tako naprej, ne? Potem pa, Bog je skozi tukaj z menoj, ne? Ampak jaz ga ne opazim, to je problem, ne? In mnogi rečejo, kje je Bog? Ja. Tako blizu nam je, da ga ne opazimo. Ne? Tako, kar nam je bliže oči, vedno teže vidimo. Ne? Roko že lažje vidiš, ne? Nos že teže, ne? Te obrvi pa že spet teže, ne? Kar ti je bliže oči. Ne? In Bog nam je tako blizu, ne? In tako tukaj z nami, ja, da ga zato večkrat ne opazimo. Pristne duhovne izkušnje potem takem spreminja. Preobražajo človeka. Ne to, da nekaj spreminja na zunaj, ne, ampak da začenja na globi način gledati vse stvari, ne, da zna videti tisto bistvo, videti tisto globje, kar je za vsem, ne, ki zmore potem tudi v človeku, ki vpije nanj, ki kriči nanj, videti tudi Božjo podobo, videti tudi Boga v njem, videti tudi trpečega Kristusa, ki ne more zaživeti v njem. Vidi to, ne pa potem beži pred tem, ampak skuša odkriti prav njega tu notri. Kaj pa, ko to ne gre? Kje smo pa takrat? Recimo, čist bi mogoče o zelo tako duhovnih osebah, ko veliko doživljajo, imajo ne vem koliko duhovnih izkustev, ampak marsikdo pa tako reče, ko gleda življenja teh oseb, ja, se to pa, če pa to duhovno, gre potem mogoče v teh primerih tudi za, to bomo prišli potem naslednje vprašanje, da se prikrade mogoče kakšna bolezen tudi noter, gre tu za tako velik greh, ki onemogoča Božje milosti, da se nas dotakne. Ja, zanimivo je prav to, ne, kako lahko se nekaj sprevrže, ne, tudi čisto Božjega, lepega, dobrega, plemenitega. Ne. Duhovne izkustva so pravzaprav nekaj čisto vsakdanjega, kot vsakdanja hrana. Ne.
Drugače pa so lahko tudi skušnjava v tem smislu, ne, da še posebej izredna izkušnja, določene doživljanja in vse to. Ne. Da se jaz na taka posebna doživetja, topline, svetlobe, jasnosti, lahko podob tudi, ki jih dobivam, določenih globih spoznanj, tako da naenkrat pride počasi v mene kot neka domišljavost, ne, napuh. Nekako si mislim, da sem več kot drugi, da sem jaz nekaj pa izbranec, jaz sem pa izvoljenec, meni pa se dogaja nekaj, kar se nobenem drugem, ne, ampak drugi tega ne vidijo, tega ne znajo videti, ne priznajo in tako naprej. Ne. In posebej, če je človek še ima kakšne manj vrednostne komplekse, če ima določene ranjenosti, ki jih nosi v sebi, ne, ki želi z nečem se nekako postaviti pred drugim ali pa uveljaviti svojo vrednost, ne, se hitro v to noter ujame. Ne. In tukaj je tisto, kar potem skušnjavec lahko zlorabi. Ne. Zato so veliki duhovni učitelji od Terezije Velike, Janeza od Križa, tudi Ignacija Lojolskega, ne, rekli, ne, zdaj moram nekaj izkusiti, ne, moram nekaj posebnega doživeti, moram res pridi do tistega globokega izkustva, da bom rekel, to pa je res Bog. Ne? Ja, ker se potem ujame v to iskanje in pozabim na tisto, da pravzaprav biti kristjan pomeni ljubiti, kako ljubi Jezus Kristus. Ljubiti vsem srcem, so dušo, so močjo, sprejemati izzive življenja in preprosto biti z ljudmi. Kot je rekel gospod Rafko, ne, je rekel, biti zdaj s tem človekom, ki je tukaj. Ne. In lahko pride navarno, da nisem s človekom tam, ki jo pride, ki jo stiski in bežim pred najsvetejše, ne. Bežim v cerkev pred tabernakelj, ne. Bežim ne vem kam eno izkustvo iskati, slep pa sem za Boga, ki je tukaj, za tega človeka, po katerem Bog tudi prihaja k meni. In me čaka, da ga slišim, da sem z njim, da delim z njim svoje življenje. Dovolj, pustimo drugim. Hvala. Gospod Borut, malo sem že napovedala. Rada bi vas vprašala, kako se pa vi srečujete v svoji ordinaciji s svojimi pacienti? Je tu tudi kaj teh tem duhovnosti, duhovnih izkustev? Je treba kdaj prepoznavati, razločevati, za kaj pravzaprav gre? Se lahko stvari malo pomešajo, sovpadajo, prepletajo? Jaz bi rekel, sovpadajo, potem pa to sovpadanje lahko pomeni različne izhode pri temu. Tako, srečujem se in se srečujemo vsi, ki delamo z ljudmi v stiski. Verjetno je koncentracija duhovnega in koncentracija trpljenja dost gresta vzporedno ali pa mogoče nečesa, kar bi lahko rekli posebej pri tistih najtežjih duševnih stanjih, kjer so psihotična stanja in hude depresije, hude tesnobe tudi, bliže, da se slišimo, da v teh najtežjih stanjih duševnih pride do enega kolapsa, upada samoumevnega, tega, kar takole, ko živimo in gremo z trenutka v trenutek iz situacije v situaciji, niti ne vzamemo, če smo v običajnih stanjih, tako zelo v pozornost, v premislek. In če to nekako upade, potem se človek znajde v enem novem svetu, drugačnem svetu, kjer je veliko novega, veliko novih pogledov, veliko novih možnosti, včasih tudi preveč naenkrat. In tukaj je vrsta enih doživetij. Nekatera od njih bi ocenil, bi sklepal tudi iz moči, ki jo imajo za življenje teh ljudi, da so duhovna v čist pravem pomenu besede. V različnih odtenkih, v različnih tudi tradicijah, potem interpretirani ali pa razumljeni strani, odvisno od kulturnega, socialnega in drugih kontekstov človeka, ampak
dejstvo, da imajo lahko tudi eno pomembno, to, kar je prej pater Ivan rekel, transformativno moč, ne? Da človeka lahko en daljši čas, lahko tudi do konca oziroma ves čas po tej izkušnji spremljajo. Tako pred nedolgo nazaj na eni skupini, pri meni na oddelku sta bila dva, pač v skupini smo bili, pa en od fantov razlaga, da se je znašel v enem takem stanju brez volje, brez občutka za karkoli, kar bi ga lahko veselilo, kar bi ga lahko osrečevalo, na en tak pervaziven, globalen dolgčas ga prevzel. In potem ga drug reče, pa a nisi ti rekel, da si doživel psihozo? Reče, jaz sem, ja, pa kako ti je lahko potem kadarkoli dolgčas še? In recimo ta drugi, ne, ki se je kasneje oglasil, pri njemu je ta moč psihotične, pa je imel tako res polno psihotično izkušnjo z vsemi, vse, kar bi zdaj lahko naštel pod tem, pa je zadržal eno veliko moč za njega in ga zdaj tudi, zdaj sicer relativno kratek čas po njej, ampak sklepam, da bo šlo v to smer. Da mu bo kot ena spremljevalka, kot ena izkušnja, ki ga bo opogumljala, spremljala, usmerjala tudi v kaj bomo videli oziroma bom sam odločil seveda. So pa mogoče, ja, in v tem smislu, kot sem rekel, če pride do tega upada samoumevnega, ne, da se človek znajde v novem svetu, v novi izkušnji, v novih stanjih zavesti, je res veliko duhovnega in se je tako tudi en duhovito psihoanalitik izrazil, da če ne bi bilo duhovnega, bi ga ljudje z psihozo sigurno iznašali. Je pa res, ne, to, kar sem hotel še kot drugo plat, ne, malo temnejšo ali pa manj ugodno izpostaviti, da pa lahko tudi taka izkušnja, ki je lahko v svojem nekem jedru prava, dobra in pozitivna za človeka, vsem potem v enem morju vseh drugih izkušenj, v enem izgubljanju znotraj težav, stanj, ki sledijo, ne, te se lahko zgubijo in se lahko ljudje naprej izgubljajo kljub tej ali pa ob tej izkušnji in kot taka. Tako da bi jaz recimo ne rekel, da to ni bila pristna izkušnja, včasih seveda tudi neke izkušnje niso, mislim, so vse mogoče, ne govorim za vsako, ampak vendar pri marsikomu, da gre za lahko tako dobro izkušnjo, ampak da je problem potem, da bi se neka transformativna moč ali pa neko daljši učink te izkušnje, ki bi človeka pomagal in bi ga bogatil kasneje v življenju, da se to zgubi skozi te težave in da se pravzaprav utopi v morju ostalega. In tukaj bi videl potem tudi to težavo in hkrati mogoče nas to usmerja, mogoče bomo še kaj kasneje tudi ob spremljanju sicer rekli ljudi z različnimi izkušnjami. Mislim, da je ena občutljivost terapevtov, spremljevalcev in tako naprej za te izkušnje zelo pomembna tudi zaradi tega, ker taka izkušnja ima lahko pozitivno in moč, ki bi lahko še dolgo bila v inspiracijo in opogumljanje človeku, ampak jo mora tudi nekako zadržati, negovati ali pa ji dati mesto. In tukaj lahko ljudje, ki smo zraven, ne, odnos je velika moč, velika priložnost, jim omogočimo to ohranjati, vzdrževati, jih pri tem opogumljati. Povprašala bi vas še malo o tem, a obstaja mogoče kak splošen pogled psihiatrije na to vrstne izkustva duhovna, ali je to bolj prepuščeno posameznikom, psihiatrom? Oboje bi rekel, obstaja, se me slabo sliši. Oboje, obstajajo neke splošne zakonitosti ali pa pogledi. Zdaj, ko govorimo o psihiatriji, je to zelo en široka, ne, seveda pojem. Znotraj njih nastopamo ljudje z zelo različnimi življenjskimi nazori, pa predstavami o tem, enimi predsodki, kot bi
Karl Jaspers rekel, ki je to odlično zastavil že čisto v začetku svoje velike knjige o psihopatologiji. Zdaj, če verjamemo, da je vse biološko pogojeno, da vse izhaja iz bioloških procesov, delovanja možganov in tako naprej, potem se bo verjetno duhovna izkušnja kot en tak epifenomen, kot nekaj dodatnega, kot bolj ali manj nepomembenega obravnavali. Mislim, da takih psihiatrov, ki bi striktno to gojili, ni prav veliko. Zdaj, obstajajo potem druge teorije, ki so bolj deterministične tudi z drugega konca razvojnega in tako, ki bi mogoče v duhovnosti tudi iskali neke obrambne strategije pa načine, kako se človek spopada s težavami in tako naprej. Ampak mislim, da je pa vse več in da tudi v svetovni, psihiatrični, evropski in tako naprej so sekcije in skupine ljudi, ki se s tem bolj poglobljeno ukvarjajo, torej da je vse bolj en konsens, da so to pomembne stvari v življenju človeka, da se veliko ljudi s tem ukvarja, išče, tako kot smo tudi prej rekli, ima eno potrebo, žejo potem in da je to potrebno iskati kot en, oziroma spremljati, videti kot en vir moči, kot vir pri rehabilitaciji, pri preprečevanju samomora, pri vseh takih pomembnih vidikih obravnavanja psihiatričnih bolezni. Tako da, če je bilo prej več skepse, več tudi tega odrivanja pa razmejevanja med strokami ali tudi med pogledi, se mi zdi, da se zdaj vse bolj ta konsens bliža temu. In ni redko, da se mi recimo na kliniki ali na oddelku srečamo s tem, da pride k našemu pacientu duhovnik ali spremljevalec ali nekdo, ki ga človek takrat si zaželi, ali ga je že prej imel, poznal in to poskušamo potem v eni sinergiji obravnavati. Hvala. Sestra Judita, vas bi pa vprašala, kako pa vi, kadar se srečate s tem, a to hitro zaznate, recimo, da pride k vam oseba, oziroma ki jo spremljate, da gre za kakšne druge težave mogoče, da je v eni stiski, konkretno pride depresivna oseba, govori o svojih duhovnih izkustvih, prepoznavate to, mogoče kako, ne vem, ste pred 10-15 leti, je zdaj kakšna razlika, kaj v takšnem primeru? No, če pride človek zares s težavami, običajno tudi na začetku ali reče, ali ga začutiš in recimo en moj delež, ki ga večkrat doživljam kot pomembnega, je ta, da pomagam to, kar je bilo zdajle rečeno, izbrskati recimo kakšno pristno duhovno izkušnjo, ki jo je človek že doživel, pa je nanjo pozabil. Posebno recimo, če je veren človek, da je to ena izkušnja doživetja Boga, Očeta, Stvarnika ali Kristusa ali Svetega Duha. In potem ob tej izkušnji, ki ima v sebi, res duhovne izkušnje, ima v sebi eno življenje, eno vitalno moč, energijo, pravzaprav v tistem najbolj plemenitem pomenu besede, da ti da, te prebudi, te usposobi za določene korake, ne brez spremstva ali pa ne brez vloga spremljevalca je prav ta, da si priča in da hkrati, ko nekomu, ki včasih malo pozabi na to ali pa ga prekrijajo izkušnje, druge izkušnje, stari vzorci, da se lahko spomni, da dobi podporo, da hodiš en del poti skupaj z njim. In ljudje, ki so v težavah, večinoma smo vsi več ali manj v določenih težavah in na duhovnih vajah ali pa tako za duhovni pogovor iz konkretne situacije, tudi če je težka, ne vem, človek, ki je v depresiji, sicer rabi še kakšno drugo pomoč, ampak duhovno izkustvo velikokrat lahko pomaga in ne vem, kako naj to, moja vloga je prav ta, da to razmejim na nek način, ali da mu pomagam razmejiti, da te človeške psihične težave, ki so vredne tudi pozornosti in dela na tem,
ampak da to ne omejuje moči duha, ki pa tudi poživlja in omogoča ene korake naprej. Se pravi, da oseba, ki je v tovrstni stiski, recimo depresija, tesnoba, da je dobro, da ve, da ga Bog podpira, da jo Bog podpira, da se lahko kadarkoli zanese. Ne samo v depresiji, tudi kakšne druge take težave, recimo zasvojenosti ali tako. V zadnjem času je tega bistveno več, da tudi kakšen terapevt spodbudi te, ki so v procesu terapije, da poiščejo svojo duhovno izkušnjo, da se vključijo v skupino, da se srečajo ali da delajo včasih prav zelo direktno, poišči si duhovnega spremljevalca ali pa vključi se v eno skupino, ali če si kdaj molil, začni moliti. Tako da v zadnjem času sem srečala res prav v zadnjem času 3 take primere, ko prav iz ene resne večletne terapije začenja iskati tudi oporo in podporo na duhovni poti. In je res dragocena, no? Tudi ljudje sami potem odkrijejo tudi eno novo upanje. Mogoče se že v procesu soočanja recimo z zasvojenostjo prvi ta korak, da vidim, da sem premalo, da sem nemočen recimo pred ta korak prvi od 12, da začnem iskati eno, da priznam svojo nemoč in se obrnem tudi po presežnju oziroma, če rečemo, po Bogu. Pater Ivan, mene pa zanima, oziroma vas prosim, da nam razložite, še malo nadaljujemo, kakšna je pa meja med psihičnim, duhovnim, kako to prepoznamo, smo duhovni spremljevalci, terapevti, usposobljeni, se dela na tem, so meje tanke, kako je s tem? No, gotovo je tisto nekje, da je možno čisto postaviti meje, nemogoče, kot je rekel že prej gospod Borut. Ja, da se to prepleta, človek je telo, duševnost, je duh, je duhovna dimenzija, čisto duševna, telesna, socialna in tako naprej, da je to prepleteno in ne more biti eno brez drugega. Da pa je, kar je nekje v enem duhovnem spremljanju, eno spremljanje kristjana na njegovi poti, da kaj je pravzaprav tisto v ospredju, kaj je tista, ja bi rekel, tisto, kar vodi nekako, ali pa je cilj enega duhovnega spremljanja, ene terapije, so pa različni. Nekje je prav tukaj tisto, kar je temeljno za duhovno spremljanje, za duhovne voditelje in tako naprej, pomaga človeku, da bi gradil ta osebni odnos z Bogom, da bi gradil ta odnos do njega, ki je njegov stvarnik, ki je odrešenik, ki je prijatelj, ki je sopotnik, da bi prav to dimenzijo svojega življenja čim bolj razvil in tudi svojo dimenzijo te možnosti njegovega duha, mojega duha, da vstopim v globlji odnos z njim in da začnem skupaj z njim gledati svoje življenje, gledati sebe, gledati druge in skupaj z njim delovati v tem svetu, skupaj z njim ljubiti, da nekako se ne zaziram v svoje slabosti, svoje grehe, ampak da skupaj z njim gledam te stvari in vidim, kako me on odrešuje, kako on jemlje to nase, da nisem jaz poklican, da bom popoln, brez vseh slabosti, brez vseh senčnih stvari, tudi brez bolezni in vsega in potem me bo on imel rad in me bo ljubil. Ne, on me je ljubil in me odrešil in me odrešuje in me želi zveličati takega, kot sem. Njegova ljubezen zastonska in to je tisto najtežje, kar je sprejeti tudi. In tukaj je večkrat kar težava tudi, ker pride duhovnemu spremljevalcu pravzaprav kar reševati ene osebne težave, konflikte z možem, ženo, pa če so poročeni, otroci, pa tako naprej, starši. In se hoče samo nekaj rešiti.
Ne pa iti v tisto temeljno, ne, kar je središče življenja, iz katerega, če izhajaš, če postaviš Boga v središče svojega življenja, potem bo vse nekako začelo drugače funkcionirati. Ne. Bom drugače pristopal k temu. Ne bom nekako kar iskal krivdo vse posod, ne. Ampak bom začel v resnici videti, kakšna je pa pot, kjer lahko jaz začnem z Bogom ljubiti, preobražati, pomagati drugim, da odkrije svoje dostojanstvo, da gre iz strahu. Ne. Vse večkrat je tisto, kar nas ločuje, se pač vsak ta sebični strah vsak zase. Ne. Se bojimo zase, da bomo nekaj izgubili, da bomo, ta strah pred smrtjo, ne. Smrtjo, da moja ideja ne bo več ta prava, da tisto, kar jaz mislim, ni najboljše in tako naprej. Ne. Ko upam iti iz sebe, preko sebe, umreti svojim idejam, svojim pogledom, svojemu razmišljanju in prisluhniti drugemu, ga razumeti, ga spoštovati, pa vidiš, da smo oba človeka, ne, da oba hrepenima po dobroti, ljubezni, sprejemanju, odpuščanju. Aha, hvala. Dobro. Potem bi pa, malo bi se navezala na vas, sestra Judita, prej ste namenili tako lepo izkušnjo sončnega vzhoda. Ne? To bi mi bilo čisto za izhodišče, ker duhovno izkustvo sprožajo različni doživljaji. Ne? Sončni vzhod, molitev z Božjo besedo, je lahko tudi pogovor, to recimo, same duhovne vaje, stiska. Kaj se vam zdi najbolj tako izstopa pri teh doživljajih, da se ljudje poglobijo? Tako duhovnih izkustev je to, kot je ljudi in morje in ta paleta je zelo široka in so doživljaji. Včasih jaz tako povprašam tudi pri kakšnih delavnicah, ne, ko iščemo stik z notranjo modrostjo, kdaj v življenju so bila moje doživetja lepote, dobrote, ljubezni, preseganja, tako eno široko podlago teh izkušenj, konkretnih dogodkov, ki imajo svoj čas, svojo uro in se jih spomnim, ampak to samo po sebi še ni nujno, da je eno krščansko duhovno izkustvo. Sama imam to izkušnjo, čisto konkretno, čeprav sem iz katoliške družine, pa so starši bili verni, pa smo hodili redno k maši, ampak pri mojih 20 letih res nisem bila vernik, kljub vsem pogojem, da bi lahko bila. Ampak tisto, kar me je fasciniralo, je bil en župnik v domači fari, en mlad župnik, ki je prišel, pa ne on kot, ampak kako je molil. In večkrat, ko sem prišla v cerkev, sem se začela, ko sem ga gledala, sem se vprašala, kdo neki je ta Bog, da mu en tak mlad moški lahko tako pripada, da se z njim pogovarja. Je klečal pred tabernaklem, je redno tudi med delom, ko so obnavljali, zidali, se ustavil za trenutek, zaprl oči, tako nenavadno za moškega, recimo pri 30 letih. In prvič, pri takrat mojih 20, sem se vprašala, kdo neki je ta Bog? In se je prebudila ena želja, eno hrepenenje, če je nekje nek Bog, jaz bi ga tudi rada srečala. In je kar eno daljše obdobje ta želja, to hrepenenje trajalo, dokler se me ni enkrat dotaknila močno Božja beseda, odrini na globoko, in sem jo razumela kot konkretne korake v mojem življenju in sem razumela to besedo, oziroma je bila izrečena kot beseda Jezusa Kristusa, konkretnemu človeku tam, ampak jaz sem jo razumela, Judita, odrini na globoko. In je imela posledice, recimo pri kriterijih, kdaj je eno duhovno izkustvo res pristno, da me vodi v življenje, me vodi v več življenja. In pri krščanskem duhovnem izkustvu jaz sem prepričana, da
me to vodi v eno pravo prepoznavanje sebe, se pravi ne povzdigovanje, da sem nekaj posebnega, ampak da sem pa toliko posebna in ljubljena, da smem živeti taka, kot sem, da tudi sama sebi lahko dam pravico živeti sredi tega konkretnih ljudi in življenja. Potem, da me tudi usposobi, da se vrnem v skupnost, da me usposobi za ena konkretna dela služenja, se pravi za graditev, za pozitivno graditev enega občestva. In sama sem to izkusila kot en velik preobrat v življenju, en močan dogodek, ki je bil kot eno prebujenje, ki je pa pol zahtevalo seveda vračanje, razširjanje, nova srečanja, soočanje z Božjo besedo, sakramentalno življenje, polno, celo paleto poti in sredstev za poglabljanje tega izkustva odkrivanja osebnega Boga oziroma v mojem primeru Jezusa Kristusa. In iz enih takih splošnih duhovnih izkustev, ki, mogoče ta primer, enkrat sem v Ljubljani pred našim samostanom, ker so se dolgo časa zbirali mladi, taki od 13-14 let, res zelo mladi, in so pili v glavnem. In enkrat sem prišla tako zvečer dol k njim se pogovarjati, malo da bi jih odvrnila od tega, da ne bi na tistem mestu se srečevali, pa tudi, da bi jih slišala. In nekdo je rekel, ne veš, kakšen feeling je, če daš podgani strup v pivo. Mišice ti kar trzajo in tako. Ne, so hoteli dobiti tako izkustvo, je rekel, padeš kar v trans. Ne. Sem se zgrozila recimo ob eni želji in potrebi po takih izkušnjah, ki te v bistvu vodijo v smrt. So pa druga izkustva, in tukaj se mi zdi, da je bistvena razlika, da eno krščansko, duhovno izkustvo te res odpira življenju, globljemu sprejemanju sebe, odpiranju v skupnost, graditvi skupnosti, dopuščanju različnosti, enemu bratstvu in sestrinstvu med nami, ne kot eno idejo, ampak res kot eno notranjo moč, ki te za to usposablja. Hvala. Gospod Rafko, zdaj bi pa še z vas vprašala. V reviji Božje okolje sem prebrala vaš članek. V njem ste opisali svojo izkušnjo izgorelosti. Zapisali ste tudi, da bi brez te izkušnje sicer veliko delali za Kristusa, ampak malo z njim. Nam lahko mogoče kaj več o tem poveste? Vas je to bolj odprlo za življenje? Ja, gotovo. Jaz sem zelo hvaležen za to izkušnjo, hkrati pa ne bi rad dajal vtisa, da zdaj ne maram nekih izrednih dogodkov, ali pa zdaj, da bo nekdo rekel, ja, zdaj moraš nekaj izrednega doživeti, da imaš potem to izkušnjo. Jaz mislim, da veliko ljudi res tudi prihajajo in prepoznaš to in ljudi razumeš, veliko ljudi danes doživlja in depresije in res stiske, izgorelost. Jaz sem prej drugim pomagal dosti, tudi sem jih pošiljal po strokovno pomoč k drugim, ne. Si ne bi niti mislil, da bom kdaj sam to doživel. Potem pa, ko sem doživel, sem pa tudi srečal ljudi, ko so rekli, ja, veš, mi se s tem ukvarjamo, ampak tudi mi smo šli skozi to, a ne. Dragocena izkušnja, ki se lahko konča tako, lahko se konča tudi drugače. Jaz zdaj zelo razumem tudi bodi si družinske očete ali pa tudi duhovnike, ki se zapijejo, ki padejo v odvisnost, ker v takih trenutkih prav vidiš, kako hitro lahko posežeš po teh stvareh. Se mi zdi zelo pomembno. Mi, kristjani, smo danes našo vero zelo steoretizirali. Mislim, da je to najhujše, kar se nam je lahko zgodilo. Mogoče tudi nocoj, ko nas poslušate zdaj v dvorani, imate občutki, oj, to je zdaj zelo komplicirano, kdaj bom jaz to dosegel, da bom znal to razločevati. Mislim, da ne gre, da je življenje samo tisto, kot je rekel pater Ivan, je bistvo. A ne? Zdaj pa, a jaz to življenje berem ali ga pa ne berem z Božjimi očmi. To se mi zdi bistveno. In meni v tistem trenutku
gotovo nisem razumel svojega življenja. Takrat si vse sesulo, takrat si rečeš, takrat si človek začne nalagati krivdo, kaj sem narobe naredil, kaj sem premalo naredil. Potem pa ljudje, lahko tudi duhovni ljudje ali pa tudi duhovniki začnejo tako svetovati človeku, ja, začnejo tolažiti, ne? Se bo boljš, pa samo močno voljo moraš imeti, pa bo šlo, ne? Samo močno voljo. In to je kot, da bi bencin na žerjavca polival, ne? Ker volja, ni bistvo v volji, ampak meni je Bog takrat poslal ljudi, ki so mi znali tako pomagati, da sem jaz res duhovno videl to mojo situacijo in da res Bog s krivimi črtami piše našo zgodovino, naravnost. To se mi zdi res duhovno izkustvo. Da jaz preberem, sama izkušnja še ni duhovna izkušnja. Če jaz nekaj močnega ali lepega ali pa hudo bolečega doživim, še ni duhovna izkušnja. Lahko mi pa pomaga, in meni je to pomagalo, da na svoje življenje ne gledam več tako teoretično. Mučno iskanje teoretičnih odgovorov. Zakaj? Kaj moram še narediti, da bom bolj duhoven? Kaj je treba? Ta čakanje, da bom nekoč prišel do nekega recepta, odgovora, neke kode, tudi krščanske, ne? Bom pa jaz zdaj svoje življenje razumel in bom lahko krščansko živel naprej. Tu je skušnjava, tukaj se ulovimo. Se pravi, na eni strani lahko gledam preveč abstraktno, teoretično, na drugi strani pa lovim samo izkušnje. Mi pride na misel oni primer, mislim, da ste se dva, duhovnik pa zdravnik, pogovarjala, kdaj se začne življenje. Eden je trdil, da se začne s početjem, drugi, da se začne z rojstvom. In argumenti, protiargumenti nista mogla priti na čisto, ker življenja samo se ne da teoretično razložiti. Ne boš prišel nikoli do konca. No in sta rekla, veš kaj, med dva sva zdaj preveč strokovna, teoretična, pejva med dva k enemu človeku, ki je nekaj živel, izkusil v življenju, da bo on povedal, kdaj se začne življenje. In sta šla, ste našla eno ženo in ste vprašali, med dva se ne morava zdi, kdaj se začne življenje, ali s početjem, ali smrtjo, kaj vi mislite? In rekla, ja, veste, življenje se začne takrat, ko otroci odrastejo, grejo, pridejo do kruha in ko mož umre, da si končno sam, takrat se začne življenje, ne? Zdaj, se pravi, prva dva sta bila primer, ko hočeš svoje življenje, če hočemo razumeti, kaj je izkušnja, v nasprotju je, nasprotju gole teorije, ne? Da hočeš svoje življenje teoretično razumeti, priti do dna. Na drugi strani pa recimo ta vdova, kjer pa je izkušnja življenja, ne? Se pravi, je dala, je ugotovila, da njen zakon je tako, da pač smo sanjali, da zakon bo nekaj lepega, potem pa mož tak, pa tak, ne? Ki pa, se pravi, izkušnja je bila, ampak jo ni znala pravilno prebrati. Da bi ona sredi življenja, ko se stvari grejo v življenju drugače, kot si zamislil, kot si ti ustvaril eno predstavo, ne? Ko gre drugače, da takrat to izkušnjo prebereš pravilno. To je, se mi zdi, duhovna in krščanska izkušnja, kar pa pomeni, da jaz sebe vidim v Kristusu. Da sem jaz v Kristusu in glede tega ločevanja se mi zdi, da z veliko napako delamo, ko ločujemo na človeško in božje. Ne? Mislim, da nič človeškega ni, kar ni tudi božje. Ne? Zdaj, ko pride človek v stisko, depresijo, izgorelost, lahko rečemo, ja, ti samo moli, pa bo že Bog pomagal, pa bo bolje. To je zgolj božje, ne? Da bo Bog posegel z nekim čudežem, čakamo, ne? Neposredno. Zdaj pa rečemo, ja, to je pa čist človeško, strokovnjak mora to rešiti, ampak jaz v tej svoji bolezni, hudi stiski, pa ne prepoznam globljega, ne bom rekel duhovnega uvida, ampak res mojega življenja, kot ga vidi Kristus. Se pravi, jaz lahko grem nazaj v svoje življenje. Jaz vem pri sebi, da sem s to izkušnjo prečistil marsikaj iz moje mladosti, tudi nisem vedel, da nisem prebolel svojega očeta, ki sem ga izgubil pri 9 letih. In milost je bila to, da sem jaz to videl, da to, kar jaz zdaj doživljam,
pravzaprav doživljam tisto, kar sem takrat kot otrok doživljal, pa sem potlačil, stisnil. In skozi to izkušnjo, ko se res izročiš Bogu, tako kot se je Kristus, ki je prišel in sprejel vso našo človeško naravo, kar je možno doživeti težkega, vse je on zajel in tudi sam je šel skozi to izkušnjo, da je čutil odtrganost, se pravi zapuščenost od očeta in je ostala čista zvestoba, čista ljubezen, izročitev. V tej polni izročitvi je lahko šel iskat človeka, nas, ne, ki smo padli v jasli, tako da tudi jaz, ne, sem rekel, sem iskal Kristusa nekje zgoraj, do takrat čakal me je pa spodaj, ne. In veliko krat, ko pride ljudje s stiskami, poskušam pokazati, ne, Kristus te čaka tukaj, ne, kjer je najbolj boleče. Je pa pomembno, da pravilno razumemo križ, ne, ker da križ brez ljubezni je nepravilno razumljen, ne. In Kristus se je rodil v jaslih, ne v nekih palačah, ki si jih mi zidamo, ne, vsak si zida, kako bom jaz ustvaril vse življenje, kako, ne. To so palače in Kristus se je odmaknil v tlini, rodil in pa v jaslih, cerkveni očeti imajo to podobo, ne, prav živalskost, kamor smo padli z grehom in Kristus nas tam čaka in od tam nas želi dvigniti. Hvala. Tako, zdaj pa se bomo posvetili vprašanjem, ki so prispela iz dvorane. Na ta vprašanja ste pa povabljeni, da kar vsak odgovori, kdor čuti, da bi želel, oziroma nekatera so bolj specifična. Mogoče najprej to, ali je mogoče biti brez duhovnega izkustva? Je to sploh mogoče? Ga ima vsak? Zakaj pravzaprav gre, da nekateri znajo obesediti, drugi ne? Jaz mislim, da ne. Da ga lahko spregleduješ skozi to, ja, ampak mislim, da tudi vse večkrat je bila tudi ta življenje kot tisto, kar teče v nas in teče skozi vse, ne, skozi telo, skozi psihično, skozi duhovno, skozi socialno. In v bistvu ločevanje kot tako nima smisla, mislim, smisel ali pa zaplet nastane, ko preveč ločujemo, tako sem hotel reči, ne, da ravno s tem, ko in tudi če spremljamo, če smo duhovniki, zdravniki, prijatelji, partnerji in tako naprej, vsi smo v istem, delamo in se trudimo, če pomagamo človeku za skupno. Tako da. In mislim, da glavna, to zdaj ni čisto odgovor na to, ampak dovolite mi samo še eno misel, ki me je prejle prešinjala, kako se mi zdi, da je ključno, tako malkrat je Ravko tudi rekel in se mi zdi, da so izkušnje vseh nas, ki si dovolimo, mislim, vsi gremo čez težke stvari, bolj ali manj si sam dovolimo to začutiti in da je ena taka odprta drža pa občutek, da sem pred velikim, pred nepoznanim, pred nedoumljivim in da vse ostalo, kar zelo se kristalizira v trdi poziciji, v poziciji jaz vem in jaz sem gotov, je blizu blodnje, zablode ali pa katerihkoli speljank teh dveh. Sestra Judita, ste želeli? No, jaz tudi mislim, da noben človek ni brez duhovne izkušnje, zato ker je človek tudi duhovno bitje, ali pa jo poimenuje, ali da mesto in ali je to recimo izkušnja Kristusa oziroma krščanska duhovna izkušnja, to je pa pol vprašanje. Mi je pa zanimivo, da včasih kdo reče že vnaprej, posebno če vidi redovnico v redovni obleki, reče, jaz nisem biren, ne hodim k maši. Ampak, ko se začneš z njim pogovarjati, ima zelo globoko duhovno izkušnjo. Ne še Boga očeta, ne Kristusa, tako da bi ga izrecno poimenoval, ampak v bistvu za odkritje, za doživetje in poimenovanje iz duhovne izkušnje Kristusa je najbrž potrebno tudi eno oznanilo, eno
spoznavanje. Jaz bi sam še tudi dodal, da mogoče težava, ki jo vidim, je, da smo mi, ne samo v filozofiji, ampak tudi kristjani smo se tega vzeli, tudi teologija sama, da smo začeli preveč enačiti ali pa dojemati duhovno kot nematerialno. Ne? Spravi, kar je duhovno in nematerialno. Tu je herezija krščanska, ne? Da je bistvo duhovnega v tem, da se materialno telo, spravi snov, poduhovi. In zato smo izgubili simbolno govorico. Ne? Mi smo danes vse zreducirali na misel, besedo, poglejte naše maše, strašno dolgi v vodi, ne? Pametni, in mi smo pri maši tako, ne? Sedimo, vstajamo, jaz sem se zadnjič usedel po dolgem cajtu sem šel k maši tako, da sem bil v klopi. Sem rekel, bi bilo dobro za nas duhovnike občasno, da gremo k maši, tako. Ker to je kar hudo biti, ne, vstati, sedeti in samo misel. Vse kretnje, vse smo dali stran, ker ne znamo, ne. Jaz mislim, da duhovn se ne da biti, si upam to trditi, brez snovi, brez snovnosti, ker smo ljudje. Če bi bili angeli, bi se to dalo. Sem to sem hotel še dodati. Ja, potem mogoče to, Pater Ivan, kaj ovira duhovno izkustvo? Kaj ovira duhovno izkustvo? Ja, naše površno življenje, ne? Da živimo na površju, da ne dopustimo sebi, da bi ozavestili to, kar se dogaja v našem življenju, in da bi tudi to upali gledati in se učili gledati skozi Božjo besedo, skozi to oznanilo krščanstva, ne, če smo pač kot kristjani, ne, da bi skozi to gledali to, kar se nam dogaja, skozi to razbirali, ne. Kot je rekel Rafko, ne, je imel to milost, da so prišli mu naproti ljudje, ki so mu pomagali odstirati oči, da je videl, kaj pravzaprav se dogaja, ne, kako je bil in je Bog v vsem tem navzoč, ne, ker kot učenca v Emaus, ki bežita iz Jeruzalema in tako naprej in mislita, da je vsega konec in da tukaj ni nič Božjega, kar se je zgodilo, ne, in Jezus ima reče, kaj sta tako nespametna, slepa, ne bi lahko rekel. Pa ima začne o Božji besedi, se te stari zavezi razlagati, zakaj se vse to moglo zgoditi in kako je vse to tudi smiselno, ima pomen in to vodi v življenje. Ne. In to je tisto, ne, da se ne ustavimo, da ne se učimo tega pogleda, ne, da ne učimo se gledati stvari in jih videti skupaj z Bogom, ne sami, skozi svojo zgodbo, skozi svoje interpretacije, skozi interpretacije tega sveta, ampak skozi to, kako mi on razlaga in zato vedno znova pravi Jezus, imate oči, ne, da gledate, ne, pa gledate, pa ne vidite. Ja, tem je, ne, da pravzaprav se moramo učiti videti, učiti slišati in nehati poslušati samo sebe, ampak začeti poslušati drugega, z veliko in malo pisano, pa gledati z drugim, ne samo skozi svoje oči, skozi samo moj prav, moje presojanje, moje doživljanje, ampak to se potem obrne, ne, in dobim potem eno izkustvo življenja in Boga, ki je tukaj konkretno navzoč. Vas, gospod Borut, bi pa vprašala, mislim, da bo to za vas vprašanje tudi. Kaj bi vi rekli, kakšna je meja med duhovnim izkustvom in blaznostjo? Recimo, tukaj je naveden kot primer Dostojevski po koncu življenja. Kakšna je meja? Bi se to dalo kaj reči o tem? Ja, da bi se veliko govoriti, ja. Če bi tako več z tem izkustvenim pristopali, ne, bi bilo seveda tudi pri razumevanju teh stvari. Mislim, da meja med tema dvema je tanka, tako kot sem tudi prej želel reči, ali pa včasih sploh niso to dve različni izkustvi.
bolj je problem, kje pristane, kje takšna izkušnja pristane, kako zdaj človek z vsem svojim telesnim, čustvenim, čutnim, odnosnim in tako, kje se to zdaj umesti in kaj iz tega se razvije ali pa ne razvije. Tukaj vidim razliko in mislim, da blaznost, norost ali psihotičnost v tem jeziku, ne, bolj sodobnem psihiatričnem pomeni pravzaprav, da neko prepričanje, neka videnje stvari okosteni premočno in vodi človeka tako, da, tako kot je en fant, ta isti pravzaprav, kot je rekel tistemu drugemu, da kako mu je lahko še kdaj dolg čas, je rekel, da ko se je enkrat to njegovo psihotično doživetje, ne, ki je bilo močno, je bil popolnoma posrkan v njega, ne, in je bilo tudi to svet sam zase in za svojo logiko in svojo kompleksnostjo, z vsem, še zelo na čudovitostjo, on je videl vse mogoče stvari, prodrl v ustroj sveta in tako naprej, vse to je doživljal takrat. Je rekel, ampak problem je bil, da z eno tako praktično dimenzijo življenja, za življenjem drugih ljudi je bilo skregano in odmaknjeno. In mislim, da je to tisto, ne? Da lahko nekaj zelo lepega, močnega, ampak če izgubi stik z svetom drugih ljudi, stik z procesi, z transcendentnim in z vsem, takrat v bistvu eno zaprtje v močni izkušnji, to je blaznost, odprtost bi bila pa lahko v istem jedru, iz istega jedra izhajajoča, pa duhovna in transformativna, tudi spreminjajoča. Hvala. Ja, sestra Judita, mogoče boste vi tukaj znali, pa se drugi si tudi lahko pridružite, tudi odgovorite. Kje vi vidite priložnosti za duhovno rast in za oblikovanje občutka za Boga in njegovo ljubezen v paru pri zakoncih? Kje so te priložnosti? Gotovo je že to par, sta dva človeka, ki ima vsak svojo zgodbo, vsak svoje življenje in če resno vzame to, je to že gotovo prvi korak k temu. Ker gre pa pri paru za odnos, se mi pa zdi, da je prav duhovno področje, je prav, jaz ga doživljam kot odnosno področje in je v bistvu vsa komunikacija in bližina in telesna bližina, medsebojni pogovor, odkrivanje različnosti. Tukaj je ogromno, ker gre toliko, če si v paru, jaz razumem, da gre tukaj najbrž za eno odločitev, za eno zavezo, da ne želita v paru tudi duhovno rast. In če je ta odprtost, je v bistvu v vsem priložnost za duhovno rast. Je pa vprašanje, to dostikrat doživljam že čist na začetku, recimo ene skupne hoje ali pa enega partnerskega odnosa, da včasih te duhovne dimenzije niti izrecno ne omenjamo ali pa da je odnos sprejeti to kot nekaj čist naravnega in v smislu enega urejanja svoje prihodnosti, odločitve za kako bomo nadaljevali svojo življenjsko pot. Prej ali slej pa, če se odpreš tudi za duhovno rast, je pa res čisto vsaka stvar v odnosu priložnost. Posebno pa največkrat je to ali konfliktnost ali soočanje z drugačnostjo, potem tudi določeno trpljenje, ki pride, lahko skupna, mislim, če se o tem želita tudi odkrito pogovarjati med seboj ali pa še z nekom ali iskati ene smernice v Božji besedi, tako da
se mi zdi, da je ta osebna pot se nadaljuje ali pa dopolnjuje v odnosni in obratno. Odnosna lahko raste in omogoča veliko, če vsak osebno želi duhovno rast. Ne vem, če sem odgovorila na... Želel še kdo kaj dodati? Pater Ivan? No, kaj pravzaprav tudi lahko rekel bolj po domače, tudi ta duhovna rast med zakoncema je prav to, da postajate vedno bolj eno, da vedno bolj raste med njima spoštovanje, ljubezen, zaupanje. In odmeva mi tako pričevanje Vilme Siter, verjetno ste slišali za njo, tudi tako naprej, pa Dani, ne? Je rekla, da je enkrat bila izvana na enem pričevanju, na misijonu, jo je izval en duhovnik, pa vprašal, na kak način tebi mož pomaga, da postajaš sveta. Ne? Vsi smo poklicani k svetosti, ne? Poklicani k temu polnosti življenja, ne? Temu Božjemu življenju. In kaj mislite, da je odgovorila, s čim ji mož pomaga? Kaj bi rekli? Nekaj vas je tudi poročenih, ne? In kak vam mož pomaga? Prosim? Da dela probleme. Ste blizu. Ona je rekla, da ni takšen, kot jaz hočem, da je. Da ni takšen, kot jaz hočem, da je. Ne? In to je bistveno. Ne? Kajti tukaj je potem ena možnost preseganja, tukaj je možnost neke rasti, tukaj je možnost priti k drugemu, je možnost umiranja sebi, svoje sebičnosti, ja, temu, da ne dopustim drugemu, da bi zaživel tisto, kar mu je Bog dal. Ampak to je tisto najtežje. Ne? Kdo od nas pa se zahvaljuje Bogu, da nima ob sebi ljudi takšnih, kot bi ti jih rad imel? Ali verjamemo, da je to pravzaprav največja možnost, da rastemo duhovno? Smo omolknili. Je tukaj še eno vprašanje, ki je povezano tudi s tem, kar ste pravkar povedali, Pater Ivan. Kako pa sprejeti drugega, ne da bi izgubili sebe? Kako sprejeti drugega, ne da izgubiš sebe? Ja, da upaš tudi sam biti to, kar si, ne? Da nekako, ja, tukaj je tisto, ne, da nas je strah, zdaj bomo pa mi izgubili sebe. Ne? Saj pravzaprav izgubljamo sebe, ko se zapiramo vase, ne? Kot je prej Borut rekel, ne? Da tudi najglobja izkustva, ne? Ki nas zaprejo v sebe, nas uničijo, ne? Ker sem se zaprl vase. Ne? Ko se jaz odprem do drugega, se pravzaprav najdevam, takrat šele zaživim, takrat šele zaživi tisto moje pravo bistvo. Ne? Ko upam zaživeti skupaj z drugim, ne? Zaživeti tisto človečnost, zaživeti tisto najlepše, najboljše. Takrat se šele obogatim, ne? Ker če se zaprem vase, ne morem ničesa sprijeti. Ko se pa odprem, ne? Se pravzaprav obogatim s to drugačnostjo drugega. Ampak tukaj je tisto, ne, kot je tudi Jezus rekel, kdor želi hoditi za menoj, naj se odpove samemu sebi, vzame svoj križ in hodi za menoj. Ne. In ta odpoved sebi, ta preseganje sebe, to verjet, da je drugi dar, da je njegova drugačnost obogatitev, da je dar, ne, to je pa najtežje. Ne. Gotovo pa je lahko tukaj so tudi razne lahko zlorabe in vse drugo, ampak tukaj je še širše za razlago, bi Rafko rad nekaj rekel. Ja. Ne, prav to se mi zdi pri zakoncih pa pri starših. Je nevarno, da tukaj ostanemo samo na ravni neke religioznosti, ne? In da ni korak vire. Mislim, da je velika težava današnjega časa v tem, da smo obstali ali pa šli nazaj v neko zgolj religioznost, da krščansko življenje razumem kot napor, da bom dosegel zdaj neko izkustvo ali pa spoznanje. To vprašanje, ki je bilo, kako naj sprejmem drugega, da ne izgubim sebe. Ja, v družini je običajno tako rečejo, tisti otrok, ki je najbolj težak, ki ti dela največ problemov, tisti je najbolj tvoj.
Zdaj, če ga boš sprejel, potem boš ti, draga mama, dragi oče, skozi to našla očetovstvo in boš res mama, oče, najbolj skozi to postal. Bolj kot če bi prebral 74 knjig o vzgoji, o duhovni rasti. Sem globoko prepričan. Mož in žena. Ne, jaz lahko rečem, ja, moram sprejeti, zato, ker sem si dal krščansko nalepko gor, etiketo, ker sem kristjan, jaz moram zdaj tebe sprejemati, jaz namerno malo poenostavljam, ne. Skok iz religije v vero je pa to, da jaz verujem, da mi ta človek ni slučajno bil dan, da nismo po naključju prišla skupaj, da je zadaj neka božja, res božja previdnost, ki po čisto človeških tkivih odnosih deluje, da če se jaz vržem v ta zakon in tudi ko bo težko, vztrajam, ne kot trpeči kristjan, ki moram trpeti in biti žrtev in tako naprej, ampak da jaz vem, ta mi je dan, zato da bom jaz našel sebe v tem odnosu. To je včasih težko verjeti, ampak to je vera. Če ne pa prestanemo zgolj na religioznem naporu, ki nekaj časa zdrži, potem pa poči, ne, ker ne zmoremo. Lahko za meno, čisto kratko, ko mi je to zgubiti sebe, ne, Kierkegaard ti rekel, ne, da je to precej enostavno, ne, veliko težje opazimo, da smo zgubili sebe, kot kaj drugega v življenju, ampak je pa treba se to zavedati, kako je lepo Rafko prej rekel, za voljo, ne, da so stanja in so ljudje, ki težko sebe začutijo in zdaj tako preveč enostavno reči, zanese nase, vzem se v roke, ne, imej voljo, imej vero in tako naprej. To so lahko za nekatere ljudi v takih stanjih čist nedosegljive stvari in zdaj je bolj res prilivanje, ne, olja na ogenj in žerjavca kot kaj druga in je tako, se mi zdi pomembno tudi zadržati eno tako spoštljivo distanco takrat, ko je nekdo v stiski, tudi v tem smislu, da začutimo, kje lahko smo zraven in pristopimo, ne. Zdaj bi pa jaz povezala tukaj dve vprašanji in sicer eno se nanaša na tradicionalno vero. Samo malo. Kako približati Boga na nov način, ko je tradicionalna vera izgubila svojo moč? To vprašanje bi pa povezala s tem vprašanjem, kakšen vpliv imate kleriki na svoje verne. Sestra Judita je prej povedala eno tako lepo izkustvo opazovanja duhovnika, ki moli, nekateri nas nagovarjajo svetniki. Kako je s tem? Vidva sta klerika, bosta oba kaj rekla? Ja, jaz sem nekje slišal, da je bila neka raziskava narejena v vzhodnji Evropi, ne vem, spreobrnenja, sedaj po padcu Berlinskega zidu, na podlagi česa so se ljudje spreobračali, ne, in menda preko 90 ali celo preko, skoraj absolutno nikoli na podlagi nekega predavanja, ampak izkušnje, torej spomina, ki se je prebudil morda iz otroštva, to ob neki osebi, v nekem dogodku, to je milost, ki deluje. Mislim, da je tudi zadnjič en primer neke manekenke ali igralke, ki se je spreobrnila, ko je videla enega patra, kako je po maši spravljal korporal. Pravi, v tistih kretnjah jaz sem videla, da on ne sam, da veruje, ampak da je tam Kristus, ne. Zdaj, to so take močne izkušnje, ampak odgovor na to vprašanje, kako lahko kleriki pomagamo, jaz mislim, da samo tako, da mi sami začnemo živeti. Zdaj, to pa ne pomeni, da smo popolni, formalno popolni, ne, da dajemo zgled, da jaz sem že toliko popoln, ne, duhovnik, zdaj pa me gledajte, kakšen sem. Ne, v smislu življenja, se pravi, da jaz verujem, da je eno božje življenje, ki sem ga jaz pri krstu prejel, mi je dano, in to življenje je Kristus, jaz sem v njega vcepljen, in če jaz živim s Kristusom, potem ne bom oznanjeval tako, da bi pričakoval, ne. Če danes dobijo ljudje vtis, da oznanjamo zato, da bomo pridobili.
Ja, dajte pridobiti mlade, jih boste zgubil, veste Gospod, če boste tako delal. Ne? Ja, zakaj delamo zdaj, da nas bo veliko, ali da bo Božje življenje prišlo na ljudi, ne? Se pravi, brez te, če rečemo, izkušnje Božjega življenja, je težko oznanjati brez tega prikritega interesa, te zastojnskosti. Se pravi, če imaš življenje v sebi, moraš verovati, da bo življenje samo že prišlo na ljudi, ne? Kot mislim, da je pater Rupnik lepo rekel, ne? Če je žena noseča, bo rodila, ni treba, da se prizadeva ali pa da kriči in reklamo dela. Če pa nisi noseč, pa ne boš rodil, pa tudi, če se še tako napenjaš, ne? Tako je z našo pastoralo veliko krat, ne? Gotovo samo življenje lahko rodi življenje, lahko poseduje življenje in tukaj bomo mogli se zavedati, da naše vedenje, ne, nima skoraj nobenega vpliva na naše življenje. Ne. Kaj vse vsak izmed nas ve, ne? Kako bi moral živeti, kak je vse prav, kak je tako in naprej, ne? Pa to nič ne vpliva. Ne? Mene je zadnjič tako prav presenetilo nekje ena ta podoba, kako živimo mi na tribunah. Ne? Poznate tribune, ne? Pri nogometu, pri športih in tako naprej so na tribunah, ne? In tam, ali pa nismo, ne, kateri smo bolj leni, ne? Tudi tam ste na tribunah, ne? In tam tudi dobro veste, točno veste, ne? Kaj bi zdaj mogel tale predavatelj povedati, ne? Pa kaj tam nekaj muti, ne? Pa tam pa ono govori, tole bi mogel reči, prav tole, ne? In tudi v športu, ne? Jaz nisem nogometaš, ne? Pa ko pred televizijo gledam, ja, pa mislim, da jaz vem, kaj bi on tam mogel narediti. Ne? In tukaj je tisto, ne, da mi, kako da smo na tribunah svojega življenja, ne, in gledamo druge, pa gledamo tudi sebe, ne, kaj bi vse mogel narediti, ne, kaj bi mogel zdaj, kak bi mogel reči, kaj bi mogel narediti, kaj bi mogel, ja. Nič ne pomaga, ne. Moraš iti noter v igro življenja, vstopiti v življenje, ne? In zaživeti življenje, zaživeti ga, kakor ga pač moraš, zaživeti ga z Bogom, ki je postal človek, da bi bil z nami in da bi to živel, da bi vzel nase to življenje, da ga skupaj z nami živi. In tam se bo rodilo življenje, tam bo prišlo do novega življenja, ne? Če bo upal vstopiti v to noter, ne pa da sem kot novinar, ne, tudi, ne? Življenje, da kar vedno poročam, kaj se dogaja. Ne. To nikamor, novinar nič ne živi. Ne. Nič ne živi, ne. Pameten je, ne, ampak ne pa živi. In nič ne ustvari tam konkretnega, da bi se kaj spremenilo. Ne. In tako tudi mi duhovniki lahko res kar s tribune gledamo, ne, pa kaj bi morali zdaj verniki delati, vi sedite na svojih tribunah, kaj bi mogli mi delati, ne, in tako naprej, in nič ni. Moramo stopiti, priditi odnos, zaživeti med seboj, zaživeti eno konkretno življenje in potem bo življenje in bo rodilo nekaj. Ne? Gotovo ne tako, kar si mi pričakujemo, kaj bi nekaj Boga posebnega, ampak tista mala dejanja pozornosti, človečnosti Božjega bo počasi spreminjalo svet. In to potrebuje ta svet. In to potrebuje tudi od nas duhovnikov. Je to ta nov način, s katerim lahko poglobimo tradicionalno vero v osebno vero? Ja, gotovo, ne, da tudi omogočimo, ne, da se sploh zavemo globje, kaj obhajamo. Ne. Ostaja mi spominu, kot je bilo rečeno, da malo koordiniram program na Teološki fakulteti duhovno izpopolnjevanje. In to so že odrasli, pa so redovnice, duhovniki in tako naprej. Notri smo imeli potem en vikend vaj, ko so sami pripravili vaje, pač v smislu ozaveščanja zakramenta krsta. Pa ko sem rekel, da bo to 7 različnih, tak po 1 uro se ustavljali ob, kaj pomeni vstop krst, dobiti ime, ne, biti sprejet v cerkev,
krstna voda, potem maziljenje, oblačila in tako naprej, ne, so rekli, pa kaj bo zdaj en vikend delal ob krstu, ne? Ampak je bilo presenečenje, kako so odkrivali globok pomen krsta, ne? In so si rekli, pa saj mi krsta sploh ne poznamo, ne? Saj se ga sploh ne zavedamo, kaj pravzaprav se je zgodilo takrat, kaj vse, iz česa vse lahko živimo tudi mi, če vstopimo v to, kar nam je bilo dano in nam je dano skozi to, ne? In je ena rekla, zdaj pa vidim, da bi lahko en mesec samo ob krstu skušala, oziroma ostajala ob krstu in odkrivala neizmerne potoke milosti, potoke izvire življenja, ne? Prav v tem note, ne? In to je tisti začetek vere in maše in vse to je, če nismo noter, ne? Če ne vstopimo noter, če ne dopustimo, da se nas dotakne, ne? In da res prisluhnemo, vstopimo v vso to simboliko, vso to govorico, dopustimo, da vzamemo to za res, da sodelujemo s tem, ne? Da se vključimo to, ne more nič dati, ne? Jaz včasih rečem, če se hočem umiti, potrebujem vodo, ne? Se strinjate? Ali pa če se hočeš stuširati, rabiš vodo, ne? Ampak, a ste že kdaj probali, ko si tako pač mazan in potreben, da se umiješ, greš po tuš in stojiš tam pol ure. In greš ven in koliko si umit? Ha? A ste kaj umiti? Ja, če nekaj je zelo tak kar povrh, ne, tisto bo voda sama dala. Ampak, če ti ne sodeluješ, ne, pa ne pomagaš vodi in tako naprej, da bi to lahko se opralo, pa še ne uporabiš druga sredstva, ki so potrebna, ne, se ne boš nič umil, ne. In tako smo pri maši, smo tam, ampak če jaz ne sodelujem, se ne vključim v to liturgijo, v to bogoslužje, ja, ne more nič. Je gotovo, sem moker, ne, je nekaj dano, ampak je veliko manj, ogromno manj, če jaz s tem sodelujem, če se v to noter vključim, v ta proces liturgije, bogoslužja in vsega tega, kar je dano. In to vidim, ne, pomembno, kako bi mi duhovniki, katehetje in vsi pastoralni delavci omogočili ljudem, da bi upali se vključiti, da bi upali verjeti, da v resnici bo nekaj čisto drugega, ne, če bodo res vstopili to noter, če so upali odpreti, če bodo upali pred predsodkom in vsega tistega, kar nas nekako ločuje od tega, da bi Bog lahko res postal Bog našega življenja in da bi lahko postal naš odrešenik zveličar, da bi lahko postal naš prijatelj, sopotnik, da bi bil on naše življenje, ne. Dopustiti mu moramo, ne. Tako, kar nekaj vprašanj še je, ampak mislim, da smo kar odgovorili, pa da tudi večer ne bo predolg. No, je pa še eno zanimivo vprašanje, ki je sicer namenjeno patru Ivanu, pa kako piše župniku iz Primorske, gospoda Rabkotu. In sicer, ja, pravijo, da prve ljubezni nikoli ne pozabimo. Kako je pa z duhovnim izkustvom? Vprašanje za vaju je, če se spomnite prvega duhovnega izkustva, ampak jaz mislim, da tak je zastavil vprašanje, ne bo čisto nič hud, če tudi drugi udeleženci te okrogle mize mogoče nam zaupajo, če se spomnijo takšnega duhovnega izkustva. Vidva pa imata prednost, če se spomnite. Zdaj, prav prvo ali pa tako bolj močno, gotovo prva so tiste iz otroštva, verjetno od Maše, tako če se spomnim. Pa sam vidim pri 16 letih tisti res dotik, doživetje, ko sem bil v cerkvi, ko točno vem, kje sem bil, pri katerem stebru, kdo je pridal, katera beseda me je zadela. Prav ta evangelij je bil, ko je vzel nedeljo, Boga vdova pa je vrla vse, ne. Ampak beseda ne zadene, torej, lahko 10-krat slišiš še isti evangelij, ali pa isto pridho. Zdaj, če še toliko zraven navežem, kot pridhar je zelo pomembno, da nimam jaz v rokah. Se pravi, Bog je, ki deluje, ker mi je zelo v pouk tista primer pridharja, ki si od ponedeljka naprej
zelo temeljito pripravljal na nedeljsko pridigo in je začel tako, da je najprej misli na papir, potem je sestavil, uvod, jedro, zaključek, no in potem je pilil in s četrtkom je začel vaditi, trenirati, pred ogledalom si je pisal pripombe zraven, tukaj zamahni z desno roko, tukaj poglej po ljudeh, tukaj pojdi z glasom gor, tukaj naredi premor in res do pičice izdelana pridiga in po eni taki pridigi v nedeljo pridejo zakrstijo in možakar, veste, sem se mogel priti prav zahvaliti. Vaša pridiga mi je danes popolnoma spremenila življenje, res. In on ponižno tako, ja, sve ni bilo nič posebnega. A kaj je pa bilo tisto? Veste, tisto, ko ste rekli, obrni list, obrni list. Se pravi, Bog je uporabil njegovo napako, zato da je nekoga nagovoril. In mislim, da veliko krat se to nam v življenju zgodi. Tako da tudi takrat pri 16 letih tisti duhovnik, kaj je pridigal, verjetno se ni zavedal, da mene tista beseda zadela. Ne? Je pa zelo pomembno v mojem življenju bila ta izkušnja. No, gotovo, sam sem pač živel v krščanski družini in imel nekako običajno življenje, nič posebnega. Tako res o duhovnih izkustvih, pa vse to sem malo bolj, ko sem vstopil v bogoslovje, ko so pripovedovali svoje poklicanosti in tako naprej in sem se čudil, kaj vse imajo. Ne. Še bolj pa, ko sem šel na duhovne vaje, ne, oziroma uvajanje v molitve in tako naprej s patrom Roblekom, pa so bili takrat še mlajši tak jezuiti iz novicijata in to, in sem tam poslušal, kaj vse so doživljali. Pa sem si rekel, pa jaz sem 4. ali 5. letnik, pa pojma nimam, ne. Pa kaj je to mogoče? A sem jaz sploh za duhovnika, ne? Jaz sem tako mrtvo, hladno, razumsko stvari razumel, dojemal, ne. In sem se pa to nemogoče, ne. Jaz sem potem videl, kako pravzaprav preveč racionalno gledam stvari, da nekako ne dopustim, da bi sploh lahko Bog se me globje dotaknil, ne. In da tudi preprostih dotikov, ne, nisem vedel, da pač je tudi Božji dotik. Jaz za duhovni poklic, ne, pač sem bil tam gor čist izven cerkve, skoraj tak za brezvernike, ki smo lahko prihodili že, ko smo končali verouk, ne, in tako naprej, ne. In tam mi je enkrat prišlo ponovitveno maše, zakaj ne bi bil duhovnik, ne. To pa je res kakva poklicanost, ne. Ampak mi je ravno včeraj, kdaj sem se zbudil, pa se reče, pa čakaj, ja pa vse tam je bilo ogromno fantov, je bilo ogromno ljudi, pa to, pa noben drugi ni pomislil niti, da bi postal duhovnik, ne. Ne pa, da bi ta misel mu ostajala in da bi šel naprej, ne. Ni samo po sebi umevno, je nekaj, preko česa mi je Bog nagovoril, me je spodbudil, mi je dal nekako moč, da sem šel naprej in da sem postal duhovnik. In tukaj, ne, in potem tudi, ko sem pa imel to milost, potem biti res kot duhovnik, pa ko sem lahko spremljal ljudi, poslušal ljudi, sem prav preko njihovih izkustev srečevanja z Bogom bil vabljen, da tudi sam odrinem malo na globje, ne, da tudi sam začenjam bolj odpirati oči, kako je Bog navzoč v mojem življenju in dejansko navzoč in delujoč. In sem Bogu hvaležen za vse to, kar sem bil deležen. Gospod Borut, se spomnite mogoče svoje prve duhovne izkušnje? Tudi bi tako rekel, ja, kot prej Rafko, da so iz otroštva razni zelo pomembni tako, momenti, ampak tisti, ki me je zelo zaznamoval in me spremlja na en način, ves čas je, ko sem pri 17, zaradi enih bolečin so me v bolnico sprejeli in potem sem čutil iz zdravnikovih, tako, da gre za nekaj resnega. In pa sem sestro, ki me tako malo rajš imela, sem rekel, da ne gre prej domov, dokler mi ne pove, kaj je na stvari. In pa
je dala eno diagnozo, ker sem šel pa v enciklopedijo pogledati, kaj pomeni, in tisti ni bila prav, tako, ne bi bil več tukaj, če bi bilo res. To je bilo prvo, potem se pa spomnim par mesecev kasneje, pa za 18. rojstni dan, ker sem se tako usedel in ker sem začutil, da je dihanje in to, da živim in tako, da je samo to, da sem dovolj in bogato samo na sebi. In se mi zdi, da sta tako dva dela istega. No? In to je ena taka izkušnja, iz kjere lahko rečem, da črpam ali pa da živim tudi zdaj, ali pa da se jo lahko spomnim, kaj nekako, tako kot sem malo prej rekel, ker se vse malo predrugača, vse, kot bi stopil, mečkan drugač, pogledal malo drugač na stvari. In od takrat naprej mislim, da je tudi moje zanimanje za to področje ali pa življenje iz tega naprej. Še sestra Judita. Eno sem že povedala, ki je bolj vezana na poklic, prav na doživetje ene življenjske izbire, potem ta odrini na globoko. Ampak tisto, kar zdaj doživljam, recimo povezavo med duhovnim izkustvom in vero, gre za zgodbo odnosa, postopoma. In zdaj, ko gledam celotno mojo zgodbo, čez 50 let je že, koliko stvari, koliko dogodkov je, ki jim danes znam dati ime in so znotraj odnosa z Bogom, ki je oseba, ki je živ, ki ga prepoznavam po Jezusu Kristusu ali pa tudi po odkrivanju Svete Trojice. Ampak začelo se je pa v bistvu zelo zgodaj in sem prav se spomnila zdajle, jaz sem doma s kmetov in stara mama, ki me je učila grabiti pa obračati seno, čisto majhne grabeljice sem imela in sem se dostikrat butnila v to kost, ko grabiš, pa si neroden. In sem skakala in se upirala, da tega ne bom več delala. Ona me je pa tako, 4 leta sem imela, potegnila k sebi, tako k nogi, pa rekla, veš kaj, kadar se fejst udariš, ne skakati, reci, to je pa za duše v vicah, pa te bo nehalo boleti, ker naši pokojni rabijo podporo. To mi ostaja kot dogodek mamina, roka stare mame in eno osmišljanje moje majhne bolečine, darovane bolečine in še zdaj, kadarkoli me kaj zaboli, je prva misel, to je pa za duše v vicah. In eno osmišljanje, eno darovano trpljenje, ki je dejansko, se spomnim, da takrat me pol ni več bolelo. Takoj, ko je bolečina, pa ko jo rečem, to je pa za duše v vicah, je bolečina znosna vsaj. No, ampak ta mali dogodek iz otroških let se mi pa povezuje v bistvu z najmočnejšim dogodkom temelja življenja. Se spomnim iz Maribora, sem se peljala na vlaku, dan sva se z Ivanom pogovarjala med potjo, koliko se je fajn z vlakom voziti kdaj. In gledam čez okno, to je bilo tik pred večnimi zaobljubami, leta 92. In sem razmišljala, pa kaj je lahko temelj in bistvo mojega življenja. Tako vlak je hitro vozil in gledam naravo, vse gre mimo. In prav en tak mal nestrpnosti, napetosti je bilo v meni. Kaj bi lahko rekla, če bi me nekdo vprašal, čemu živiš, zakaj greš zdaj v večne zaobljube, zakaj si... In gledam in nekje tam na sredi poti se me dotakne beseda iz maše, ko duhovnik dvigne kelih in hostijo in reče, po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu, Očetu, občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava. Prav eno odkritje, da ima moje življenje, vsa preteklost in sedanjost in prihodnost, smisel v njem, iz njega in po njem in za nje vse. Eno odkritje in ta izkušnja, ki se zdaj v bistvu pri vsaki maši potrdi in se me dotakne, ko duhovnik dvigne,
hostijo in kelih, čutim, da je tam noter lahko tudi moje življenje. To, kar sem živela, to, kar sem, to, kar me še čaka, da je v njem smisel in bistvo vsega mojega življenja in da k temu grem. In ta izkušnja, ki je, bi lahko rekla, zelo banalna, en spominček, ki se prebudi, hkrati pa se me je zelo globoko dotaknil in tega je zdaj že bilo 25 let, je še vedno živa in povezuje še vse druge izkušnje, ki se dnevno dogajajo v eno zgodbo odnosa med menoj in Bogom, ki se je razodel po Jezusu Kristusu in se razodeva še zdaj in verjamem, mislim, po Svetem Duhu vsakemu človeku. Kako mu pa dam ime? Jaz bi privoščila vsakemu, da bi lahko Kristusa prepoznal kot, prej, ko je bilo vprašanje, a lahko, kako ohraniti samega sebe, če sprejmem drugega. V bistvu pa me Kristus vabi, da se odpovem sebi in da sprejmem Kristusa kot svoje bistvo. Da je moj resnični jaz, moje resnično življenje je pravzaprav v Jezusu Kristusu. Ampak to je ena osebna izkušnja, ki je hkrati ni samo moja, ampak jo ima lahko vsak človek na svoj način. Hvala. Ob koncu te današnje okrogle mize, tega večera, bi se vam rada zahvalila, dragi gostje, da ste skupaj nam pomagali na strokoven način se dotakniti duhovnega izkustva, nekaj povedati o tem, pa tudi za vaše osebno pričevanje, za to, da ste z nami delili svoje življenje. In jaz verjamem, da je tudi ta večer en kamenček v mozaiku zgodbe, v koncu katere se nam bo zastavilo to vprašanje, ne? Se nam zastavlja ves čas, ali bo Sin človekov našel vero. Upam, da smo jo vsaj malo na tak način tudi poglobili, razširili, se odprli življenju. Hvala vam.